Kaj je duhovna vrednost kongresa? Zakaj je tako pomembno priti na kongres? Najprej želim povedati našim prijateljem, da so to vprašanja, ki se jih sprašujemo znotraj, ne da bi jih morda res izrazili v besedah, vendar imamo ta vprašanja. Zakaj bi prišel? Torej, moram organizirati potovanje, moram pridobiti denar. Jaz sem pa razmišljal, da bi si kupil novi Samsung ali iPhone. Torej, želim si kupiti nekaj drugega lepega. No, ali zdi se, da sedaj niti nimam nobenega denarja? Torej, mnogo razlogov se pojavi, zakaj ne priti. In govorili bomo še o tem. Recimo, naenkrat postanejo vse druge reči bolj pomembne. Torej, rabimo razumeti, da včasih kabalisti niso imeli avtobusov, učenci niso imeli niti osla in svojega učitelja, kabalista so videli enkrat na par mesecev ali enkrat na leto. In oni so potovali dolge razdalje in vse, kar so le lahko dali, so dali za to potovanje, kajti občutili so, da ta skupni študij je bolj dragocen, kakor vse ostalo, kar so imeli v življenju. Torej, ob tistih časih je bilo to enostavno, kajti takrat še ni bilo Samsungov in iPhonov ali vseh teh reči, ki so sedaj neke zaobljene televizije in podobno. Torej, sedaj izumljajo razne reči in danes izgleda, da je težko sedaj, recimo živim v Bolgariji, ali ne grem v Italijo, jaz bi šel morda v Romunijo ali morda v St. Petersburg. Zakaj bi šel v Italijo? Ali iz Francije v Italijo? Ja, pa ne maramo Italijanov. In tudi vprašanje denarja in še mnoge druge stvari. Torej moramo vedeti in se moramo zapomniti to, kar sem že večkrat rekel, ko sem zmeden in imam mnogo drugih ciljev, se vedno poskušam spomniti, torej prvič, ko sem našel odgovor na vsa ta moja vprašanja in se spomnim na to, da prvič, ko sem prišel do te stavbe in ko sem prvič šel na jutranjo lekcijo in prvič, ko sem šel na kongres in potem obnovim moje emocije, moje spomine in se spomnim, da je fizično srečanje, ta kongres, da brez tega fizičnega srečanja, razen če živite na sredi Antarktike, nimate nobene možnosti, potem je bilo tako planirano za vas od zgoraj. Torej, če imate možnost, da pridete, potem nimate možnosti napredovati. Torej, morate vsaj enkrat priti na fizično srečanje. Torej sedaj jih moram ustvoriti tisto, kar bo prižgalo to iskro in bo nastal plamen in to je ravno fizično srečanje. To je tako, kot da se priklopite na elektriko in potem delate. Brez tega inicialnega fizičnega srečanja je zelo težko napredovati. Torej tu se odpre nekaj novega. Torej, če se spomniš ti tvojega prvega kongresa, no, moj prvi kongres, torej, kakor da so preoblikovali in modelirali moj fizični karakter, drugače sem sramežljiv in raje sem sam, ne maram preveč ljudi, ne maram množic, ne maram izražati svojih emocij, razen morda s svojimi prijatelji, vendar potem pridete na to mesto in vse se spremeni. To mesto vam omogoči, da občutite in da si želite tisto, kar ste vedno želeli hoteti, to skupnost
da razodenete vse tisto, kar kot niste verjeli, da je to resničnost, ta prava, temveč odkrijete sedaj, da za prijatelji te emocije, to nove dimenzije, za katere niste niti mislili, da lahko obstajajo poprej. In to najdete, to drugo realiteto v tem kongresu. In če bi nekdo gledal od strani, tu ljudje sedijo, plešejo, jejo, torej to so neki obrazi, s katerimi se niti ne bi povezal. Vendar, ko vstopite v to notranje videnje, ko znotraj vidite to, potem najdete, odkrijete, da je duhovnost med prijatelji in seveda tudi z lekcijami in delavnicami Rava Lightmana. Šele kasneje veste, kaj bi zamudili, če ne bi prišli, in se zahvalite stvarniku, da vam je dopustil, da pridete na kongres in da vas ni onemogočil z vsemi mislimi in preprekami.